Finančniki zadnje tedne trepetajo, ali bodo Združene države Amerike bankrotirale, ampak kako je sploh kaj takega mogoče? Najprej si velja pogledati ameriški proračun. Kot vsaka država na tem svetu je sestavljen iz prilivov, odlivov. Žal, ponovno kot pri večini držav tega sveta, davčni prilivi sami po sebi ne zadostujejo. Kar precejšen zalogaj si mora ameriško finančno ministrstvo zadolžiti. Kako to naredi? Izda obveznice. Ampak zgodba ni samo tako preprosta, kaj ti pridejo v poštev še druge institucije. Ameriški kongres, ki ga obvladuje republikanska večina, lahko namreč na ta običajni proces vpliva na 3 načine. Najprej, seveda, mora potrditi kompletni proračun. To se ni zgodilo za letošnjo fiskalno leto, ki se začne z oktobrom. Posledično je morala ameriška vlada ukiniti oziroma zamrzniti vse nenujne javne službe. Drugi način je malo bolj posreden, in sicer ameriški kongres z različnimi zakoni finančnemu ministrstvu določa, zakaj vse mora denar porabiti. Zdaj pa je še tretja komplikacija. Ameriški kongres mora finančnemu ministrstvu dovoliti zadolževanje. Čeprav na eni strani mu reče, zakaj naj denar porabi, hkrati mu pa mora izrecno dovoliti, da se zadolži. In prav to je težava. Kajti ameriško finančno ministrstvo bo 17. novembra naletelo na situacijo, ko so se zadolžili, kolikor se smejo. Če si predstavljate, to je tako, kot da vam banka vzame kreditno kartico. Vse ostale račune pa morate vplačati samo z gotovino, ki jo še imate v denarnici. To je situacija ameriške vlade ta trenutek.